Dober dan in dobrodošli na današnjem javnem posvetu z naslovom Etični in medicinski vidiki vprašanja evtanazije. Prav lepo med nami pozdravljam poslance Državnega zbora, predstavnike Ministrstva za zdravje, predstavnike stroke in pacientov ter ostale vabljene, kako tudi vse, ki ste se nam danes pridružili preko spleta. Z današnjim posvetom želimo odločevalcem in zainteresirani javnosti predstaviti pomembne etične in strokovne medicinske vidike ter dileme v povezavi s postopki, ki jih predvideva predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Današnji javni posvet poteka v organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Slovenske medicinske akademije, Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic. Preden organizatorjem predam uvodno besedo, pa dovolite, da jih tudi predstavim. Z nami danes so profesorica doktorica Bojana Bejović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic, profesor dr. Ratko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva in profesor dr. Pavle Poredoš, predsednik Slovenske medicinske akademije. Uvodničarje prosim za besedo. Hvala za uvodne besede in za napoved. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na posvetu o medicinskih in etičnih vidikih evtanazije. Predlagana sprememba zakonodaje, ki bi trpečim omogočila usmrtitev ali pomoč pri samomoru, prinaša v družbo veliko spremembo. Predlagatelji zakona so imeli v mislih peščico ljudi, ki izjemno trpijo, ko se jim življenje brezizhodno izteka. Vsaj tako zakon predstavljajo. Kljub temu, vsaj na prvi pogled, plemenitemu namenu, ki je blizu temu, kar ob trpečih ljudeh, ki jim včasih res ne moremo pomagati, občutimo zdravniki in tudi drugi zdravstveni delavci, pa predlagani zakon presenetljivo na široko odpira možnost za usmrtitev in pomoč pri samomoru vsem, ki trpijo zaradi telesne ali duševne zdravstvene težave. Predlog zakona s tem nasprotuje večstoletnim prizadevanjem civilizacije, ki ji pripadamo, da bi človeku, katerega zdravje ni popolno, omogočili dostojno življenje, v katerem bi se počutil izpolnjenega, spoštovanega in zaželjenega. Da bi sprejeli njihovo drugačnost, ki družbo bogati. Zanikanje vrednosti nepopolnega življenja zagovorniki predlaganega zakona ali podobnih zakonov v drugih državah označujejo kot napredek družbe. Naprednosti zakona ne moremo ocenjevati v danem trenutku, to bo pokazal čas. Zakon skupaj podobnimi zakoni po svetu lahko predstavlja zablodo, podobno evgeniki v prvi polovici 20. stoletja, lahko pa je odraz družbe, ki je dosegla svoj razvojni vrh, ki mu bo sledila razgradnja in relativizacija vrednot. Zaradi staranja družbe in med nami živi vedno več ljudi, katerih življenje ni več popolno, a je še vedno življenje vredno in edinstveno. In dosežek družbe, tako življenjskih pogojev kot medicine je, da vsi ti ljudje kakovostno živijo z nami. Ob nezadostnih možnostih nudenja ustreznih pogojev življenja in pomoči starostnikom in slabi dostopnosti paliativne oskrbe v Sloveniji bodo zakonom nagovorjeni ljudje s kroničnimi boleznimi, ki trpijo zaradi hude osebne stiske, pogosto socialne ali ekonomske. Občutljivost zakona je zato v naših razmerah še večja. Zdravniki smo skozi zgodovino zelo zadržani do aktivne prekinitve življenja svojih bolnikov. Tudi sodobna ženevska deklaracija Svetovne medicinske organizacije poudarja spoštovanje človekove avtonomije in dostojanstva ob posebej poudarjenem spoštovanju življenja. Na posvetu želimo osvetliti etične in medicinske vidike predlaganih ukrepov usmrtitve na željo bolnika in pomoči pri samomoru, ki jih sicer v javnosti ni slišati in za katere menimo, da so pomembni pri odločitvi ali zakon sploh in v kakšni obliki sprejeti.
Jaz se ob tem lepo zahvaljujem vsem predavateljem in panelistom, ki so se odzvali vabilu organizatorjev, prav tako vsem udeležencem v dvorani in udeležencem nadaljavo, ki ste pripravljeni poslušati in tudi sodelovati v strpni in spoštljivi razpravi o pomembnih spremembah v našem življenju. Hvala lepa. Ob tem predajam besedo gospodu varuhu človekovih pravic. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, profesor Bejović, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. V samem pozdravnem nagovoru bi vas želel pozdraviti, se vam zahvaliti za vašo udeležbo na današnjem zelo pomembnem posvetu, ker pa imam tudi potem sam prispevek, morda simbolično 5 do 12, se bom tam malce več opredelil do samega zakona, do samih postopkov, do videnja inštitucije varuha človekovih pravic. Še enkrat lepo, toplo pozdravljeni in želim, da se danes poslušamo in pa da se tudi slišimo. Tako da hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Kot soorganizator, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, vas tudi jaz želim uvodoma pozdraviti. Pri naših stališčih v zvezi z predlaganim zakonom in pri stališčih v zvezi z dogajanjem v svetu, ki so povezana z evtanazijo in asistenco pri bolnikovem samomoru, smo zdravniške organizacije že velikokrat napisali stališča, jih ustno pojasnjevala. In v centru vseh teh naših aktivnosti in v centru naše pozornosti je in mora biti bolnik. Na drugem mestu smo pa tudi zdravniki dolžni nekako ohraniti naše poslanstvo zdravniškega poklica, ker bi naj bil tudi eden od vidikov, ki se jih bomo, upam, danes v diskusiji dotaknili. Glede na zelo bogato zasedeno listo predavateljev se nadejam zelo plodnega pogovora na akademskem nivoju, v strpnem nivoju za izmenjavo stališč. Se veselim in upam, da bomo imeli potem pri okrogli mizi zelo dobro diskusijo na vse te odprte teme, ki jih bomo danes odprli. Hvala lepa. Spoštovane dame, gospodje, dovolite, da se najprej na kratko predstavim z dvojnimi stavki. Predstavljam Slovensko medicinsko akademijo, ki združuje 50 vrhunskih slovenskih medicinskih strokovnjakov, 17 vrhunskih tujih strokovnjakov. V naših vrstah imamo tudi Nobelovca iz Nemčije, profesor Zurhausna. Toliko samo, da povem, kdo sem. Rad bi pa nekaj več povedal, glede na to, da potem ne bom sodeloval več v nadaljnjih razpravi o evtanaziji. Slovenska medicinska akademija je organizirala že leta 2019 posvet o evtanaziji in potem smo imeli še 2 okrogli mizi, eno tiskovno konferenco, kjer smo se enoglasno opredelili, da gre pri evtanaziji za umor ali samomor z zdravniško asistenco, kajti nekateri pravijo, da zdravniki naj bi to izvrševali, vendar jaz mislim, da je poslanstvo zdravnika predvsem pri ohranjanju življenja in ne pri predčasnem končanju življenja. Govori se o neznosnem trpljenju in jaz mislim, da danes imamo veliko orožij, s katerimi lahko preprečimo neznosno trpljenje, marsičem tako fizično kot psihično, tako da je ta razlog na trhlih tleh. In pa s tem tudi dejansko deplasira poslanstvo zdravnika, ki ga od Hipokrata dalje izrečemo ob naših diplomah, da bomo varovali človeško življenje.
Drugo, kar je pri izvajanju eutanazije, se meša veliko pojmov, govori se o tako zvani pasivni eutanaziji, ko se prekine neko aktivno, intenzivno zdravljenje v primeru, ko se življenje končuje in smo v brezizhodni situaciji. Jasno, da opustitev takih dejanj ne pomeni eutanazije, ampak dejansko, da se olajša kolikor toliko spodobno kulturno da smrt. Potem naslednja stvar, ki je, zakaj smo zdravniki enotno se opredelili na vseh teh srečanjih proti eutanaziji, so zlorabe. O tem bo danes še veliko govora. Med drugim gre za to, da v državah, ki imajo uzakonjeno evtanazijo, Belgija, Nizozemska in nekatere kanadske države, 3 ameriške države, kaže statistika, da tudi do 1/3 teh, ki se jih eutanazira, ne izpolnjuje pogojev oziroma ne dobijo ustreznega soglasja s strani tistega, ki se ga eutanazira. To so psihiatrični bolniki, to so otroci, to so potem še v zadnjem času se vedno bolj uveljavlja ta praksa, da se eutanazira tiste, ki so naveličani življenja, kar je seveda katastrofalno. Zato mislim, da tukaj tudi naš zakon ni glih v tem primeru dobro dorečen in eutanazija kot taka predstavlja med drugim, kar bo profesor Baturovičeva gotovo povedala, tudi vir organov za transplantacijo. Potem se govori o eutanaziji z ekonomskega vidika. Med drugim tudi v našem osnutku zakona je bilo rečeno, da stane eutanazija 1400 €, medtem ko je dolgotrajna oskrba mesečni strošek najmanj 3-krat večji. Skratka, kalkulirati življenje z ekonomskega vidika je nespodobno in nesprejemljivo. In zato zdravniki pri tem, jaz upam trditi v imenu zdravniških organizacij, večinsko odklanjamo sodelovanje pri izvajanju eutanazije, pač naj si predlagatelji najdejo rablje, ki bodo to izvajali na mesto zdravnikov. In če dovolite, bi na koncu samo še citiral pokojnega profesor Trontla, akademika, ki se je veliko ukvarjal s tem vprašanjem in je nekje zapisal: nedvomno gre pri eutanaziji za veliko etično vprašanje. Pri tem ne gre samo za nesrečne bolnike, ki morda želijo umreti, ampak za veliko več. Za prihodnji odnos družbe do temelja naše civilizacije, spoštovanja človeškega življenja, s tem pa tudi za odnos družbe do posameznika. Tako pravi pokojni akademik profesor Trontelj. Hvala lepa. Hvala organizatorjem za uvodne misli. V osrednjem delu javnega posveta, ki pa sledi, želimo osvetliti pomembne vidike vprašanja evtanazije in prispevati k odprti razpravi. Zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake z področja medicine, prava, etike, človekovih in pacientovih pravic. K besedi vabim prvega govorca, profesor dr. Boruta Ošlaja, podpredsednika Komisije za medicinsko etiko in profesorja na Filozofski fakulteti na oddelku za filozofijo. Prosim. Hvala lepa za povabilo. Najprej kratko opravičilo, če bo morda vsaj prvi del mojega predavanja preveč načelen in abstrakten, a žal se pri tako pomembni temi, kot je evtanazija, tudi temu ni mogoče izogniti. Kljub temu, da etičnih vidikov evtanazije resnično ni malo, bom pred cenjenim občinstvom na kratko predstavil zgolj enega, ki pa je glede na njegove dolgoročne družbene posledice morda celo ključen. Gre za vprašanje dostojanstva, njegove etične in pravne razsežnosti ter nanj vezano prevrednotenje vrednot.
Ker tako za dostojanstvo, kot tudi za vrednote ter prevrednotenje vrednot velja, da so vse prej kot jasni pojmi, javne razprave okrog njih pa praviloma zmedene, kontroverzne in neredko močno polarizirajoče, mi dovolite, da jih na začetku na kratko predstavim in natančneje opredelim. Verjetno se bomo vsi strinjali, da sta denimo življenje in zdravje pomembni vrednoti oziroma pomembni dobrini s posebnim pomenom in vrednostjo za človeštvo. Ne poznam nobene kulture v nobenem zgodovinskem obdobju, za katero ta trditev ne bi veljala. Manj pa smo pozorni na to, da vrednote med seboj niso vselej enakovredne. Če primerjamo vrednoti življenja in zdravja, postane hitro in vsakomu razumljivo, da je življenje širša, zdravje pa ožja vrednota. Da obstaja življenje brez zdravja, ne pa tudi zdravje brez življenja. V tem smislu je življenja konstitutivna oziroma temeljna vrednota, zdravje, podobno kot to velja denimo za pravičnost, ugodje, solidarnost in tako naprej, pa konsekutivna oziroma odvisna ali izpeljana vrednota. Včasih, v nemajhni meri pa tudi danes, je status absolutne konstitutivne vrednote pripadal tej ali oni predstavi Boga. V religijskih kulturah je vse, kar je, vredno glede na to, ali in v kolikšni meri je povezano oziroma odvisno od Boga kot absolutnega kozmičnega principa. Zato je v tovrstnih kulturah tudi posamezni človek praviloma konsekutivna vrednota. Res da najvišja, a vendarle zgolj odvisna in izpeljana vrednota. Človekova obča vrednost je tu razumljena kot učinek njegove bogopodobnosti. Absolutna konstitutivna vrednota je torej Bog, človek pa lastno izpeljano oziroma konsekutivno vrednost prejme kot približek njegovega obličja na zemlji. Ob koncu 18. stoletja smo bili priča pomembnemu prevrednotenju vrednot, ki je, to je potrebno poudariti, pravzaprav stalnica znotraj razvoja kultur. Namesto konstitutivne vrednote Boga je postopoma stopilo človekovo življenje, natančneje njegovo dostojanstvo. V razsvetljenskem procesu sekularizacije in prevrednotenja vrednot zunanjo in od človeka neodvisno absolutno vrednoto Boga nadomesti človeku notranja, avtonomna in izključno na njegovo idejo človečnosti vezana vrednota dostojanstva. Včasih imam občutek, da tukaj premikam računalnika. Ne? Jaz ne motim. Zaradi njegove postopne pravne ureditve, torej dostojanstva, le-to postane absolutni temelj vrednosti človeka in hkrati odločilni kriterij za risovanje meja med dopustnim in nedopustnim znotraj vseh demokratičnih pravnih sistemov. Sodobni pojem dostojanstva je torej prevod eksternega Boga kot absolutne vrednote v človeku notranje in od vseh spremenljivk neodvisno vrednotno počelo. Tovrstni prevod je v pomembni meri spremenil razumevanje človeka in določil nadaljnjo dinamiko razvoja demokratičnih družb. Brez te razsvetljenske ideje si modernega, humanističnega, moralno-pravnega sistema preprosto ne bi mogli predstavljati. Nedvomno dejstvo je, da je celotna tradicija humanizma z dobrimi razlogi utemeljena na nedotakljivosti človekovega dostojanstva kot temeljne in za demokratične družbe konstitutivne vrednote. Manj znano pa je, da je Kant, ključni razsvetljenski mislec, dostojanstvo smiselno utemeljil v odnosu do cene kot njegovega nasprotja. Vse, kar se nanaša na obča človeška nagnjenja in interese, ima, poudari Kant, tržno ceno. To pa, kar je edini pogoj za to, da je nekaj lahko smotr na sebi, nima zgolj relativne vrednosti, se pravi cene, ampak notranjo vrednost, se pravi dostojanstvo. Konec citata. V ozadju je vprašanje, kaj legitimira vrednost človekovega življenja in ščiti njegovo nedotakljivost pred samovoljo in nasiljem soljudi in različnih družbenih sistemov, vključno z državo. Poleg družbene in ekonomske cene, ki označuje našo različnost, vsakemu tako nujno pripada tudi od relativnosti in spremenljivosti naših življenj neodvisna, absolutna vrednost dostojanstva. Brez razločka med absolutnostjo in nedotakljivostjo dostojanstva vsake posamezne osebe na eni in njene relativne, individualne in družbeno pogojene vrednosti na drugi strani, bi se v trenutku sesul celotni, že tako opotekajoči se projekt moralnega in pravnega humanizma. Ob vseh prednostih, ki ga človekova avtonomna vrednost nedvomno prinaša seboj, pa dostojanstvo zaradi njegove pomenske odprtosti in abstraktnosti hkrati deluje tudi kot nekakšna pojmovna škrbina. Prav zato so nekateri razsvetljenski mislici pomensko razsežnost dostojanstva razgrinjali kot sintetično, intersubjektivno strukturo, da kot medčloveško razmerje,
ki grobo rečeno v sebi združuje vse najpomembnejše razsvetljenske vrednote. Avtonomijo, svobodo, pravice, odgovornost, dolžnosti, bratstvo, spoštovanje do drugega in s tem tudi moralni odnos do sočloveka. Ubrana smer pomenskega preciziranja in raztegovanja pojma dostojanstva pa tudi sama ni bila brez težav. Namesto višje stopnje egzaktnosti in nedvoumnosti smo pravzaprav ustvarili razmere, znotraj katerih je skoraj vsako dejanje mogoče upravičiti s sklicevanjem na dostojanstvo, odvisno od tega, kako selekcioniramo in interpretiramo njegove posamezne pomenske elemente. Podobno kot za vrednoto Boga, tudi za dostojanstvo velja, da ga je zaradi njegove pomenske nedoločenosti in abstraktnosti mogoče razumeti na različne načine in ga uporabljati ter zlorabljati za vse, tudi za povsem nezdružljive smotre in dejanja. Trenutna situacija je pravzaprav še slabša od pričakovane, saj se je medtem skoraj neopazno uveljavila močno oskubljena interpretacija dostojanstva, ki jo je večina ljudi v zahodnih družbah, vključno z našimi pobudniki za uzakonitev evtanazije, povsem nekritično sprejela za samoumevno. Tu mislim na prevladujočo neoliberalno kulturo koristi, tesno povezano z utilitaristično etiko, ki človekovo dostojanstvo enostransko povezuje le s pravicami, svobodo in avtonomijo, in kar je še bolj problematično z posameznimi interesi, ne pa tudi, vsaj ne v enaki meri, z umnostjo, odgovornostjo, dolžnostmi, spoštovanjem drugega oziroma z dostojanstvom kot medčloveškim razmerjem. Od Boga preko kompleksne in odprte vrednote nedotakljivosti dostojanstva smo tako skoraj neopazno prišli do nedotakljivosti pravic in interesov posameznika kot edine preostale konstitutivne vrednote. Pridemo k našemu ključnemu vprašanju, kaj ima predstavljena genealogija prevrednotenja vrednot opraviti z zahtevami po legalizaciji evtanazije in pomoči pri samousmrtitvi. Glede na trenutno stanje atomizirane družbe, prevladujoče redukcionistično razumevanje dostojanstva in vznik nove vrednote kakovosti življenja, se nekaterim zdi, da uresničevanje domnevne pravice do smrti ni nič drugega kot dosledno nadaljevanje razvoja idealov avtonomnega subjekta in dovršitev njegovih pravic. Z vidika genealogije človekovih pravic se to na prvi pogled sliši smiselno. Dejansko pa ideja humanosti s tem ni dovršena, temveč nasprotno spodkopana. Človekove pravice, v tem je njihov osnovni smisel, služijo zaščiti in krepitvi vsakega posameznega človeškega življenja. Pravica do lastne smrti pa uniči prav tisti temelj, na katerem vse pravice slonijo in ki jih končno tudi legitimira. Udejanjena pravica do smrti je torej pravica, ki na ultimativen način odpravi vse pravice. V tem smislu je v očitnem nasprotju z vsemi drugimi človekovimi pravicami in torej ni njihova dovršitev, temveč je de facto njihov suspens in ukinitev. Z legalizacijo domnevne pravice do smrti ozka utilitaristična razlaga človekovega dostojanstva, ki sicer že dolgo prevladuje v javnosti, prejme pravno podlago. In zakaj ne bi bil to problem, bi se lahko kdo vprašal? Če bo doslej pomensko odprti pravni pojem dostojanstva v nekaterih primerih zakonsko odvisen zgolj od tega, kako posamezniki ocenjujejo kakovost lastnega življenja in kakšne interese pri tem zasledujejo, potem se bojim, da smo prestopili Rubikon, ker bo ideja humanosti v pomembni meri ostala nezaščitena in odvisna od posameznikove samovolje. Dostojanstvo kot jez, ki moderne družbe formalno ščiti pred poplavami vseh vrst nasilja, na ta način prejme nevarno razpoko. Bodimo natančnejši. Življenje osebe, ki zaprosi za evtanazijo ali pomoč pri samousmrtitvi, nima nobene vrednosti več. In to zgolj zato, ker se je ta oseba tako odločila. In takrat, ko je ustrezna komisija, ki naj bi jo pri nas sestavljali le tisti, ki brez zadržkov spoštujejo domnevno pravico do smrti, potrdi. Moje življenje tedaj dokončno nima nobenega nedotakljivega dostojanstva več, ampak samo še ceno. Življenje in njegovo dostojanstvo postanete zdaj tudi pravno odvisno od tega, kakšno vrednost ima življenje zame in koliko je vredno v skladu z diktati sodobne kulture koristi. To pa ne pomeni nič drugega kot usodno sprevrnitev razmerja med dostojanstvom in ceno, med absolutno in relativno vrednostjo. Še več, cena zdaj prejme status dostojanstva. Dokler ima naše življenje ceno, poseduje nedotakljivo dostojanstvo. Ko cena življenja pade ali zgrmi proti tlom, postane življenje nesmiselno in brez nedvomne pravne zaščite. Vrednost človeškega življenja vstopi na neoliberalno borzo in postane delnica, katere ceno določa tržna logika. Naprimer, če uspešni atlet izgubi nogo v prometni nesreči, je povpraševanje po njegovih storitvah, s katerimi je utemeljeval vrednost in smisel lastnega življenja, čez noč postalo ničelno.
Zavedati se je treba, da danes večina ljudi na svoje življenje gleda natanko iz tega zornega kota. Brez samovoljno določene vrednosti oziroma cene življenje nima več nedotakljivega dostojanstva. Če in dokler tako misli posamezna oseba, je to eno. Če in ko to postane pravna norma, pa je to nekaj povsem drugega. Življenje osebe, ki sama sebi ne pripisuje nobene vrednosti več, potem lahko na njeno željo izklopimo kot kak star neuporaben stroj. Njegova vrednost ni več konstitutivna, tako kot rekoč v vseh kulturah doslej, temveč le še konsekutivna, izpeljana in odvisna od subjektivnih občutkov, afektov in interesov. V Švici je bila denimo odobrena asistirana samousmrtitev 80-letni fizično zdravi ženski zaradi njenega neznosnega trpljenja ob pogledu v ogledalo. Ko je bila mlada, je bila namreč zelo lepa. Nedotakljivost življenja in njegovega dostojanstva kot konstitutivne vrednote je tako suspendirana in nadomeščena subjektivno presojo vrednosti in kvalitete lastnega življenja. Država pa se pravno zaveže, da bo takšne želje pod določenimi pogoji spoštovala in jim služila. Pomislimo. Če pravni red v nekaterih primerih namesto nedotakljivosti človekovega življenja, o čemer govori tudi 17. člen Ustave Republike Slovenije, postavlja nedotakljivost osebnih pravic, avtonomije in interesov, kar se dejansko zgodi v primeru legalizacije domnevne pravice do smrti, potem se s tem odprejo vrata, skozi katera osebni interesi prej ali slej lahko slavijo lahko predvidljivo zmagoslavje tudi na drugih področjih. Ni naključje, da je redukcionistična interpretacija človekovega dostojanstva, ki ustvarja usodno zmedo med dostojanstvom in ceno človekovega življenja, nekaj, kar pomeni popolno zmago prevladujoče neoliberalne ideologije. Legalizacija evtanazije in pomoči pri samousmrtitvi je namreč najenostavnejši, najučinkovitejši, najhitrejši in hkrati tudi najcenejši način za končanje trpljenja neuzdravljivo bolnih, neznosno trpečih in v perspektivi tudi vseh tistih, ki iz različnih razlogov ne vidijo več smisla svojega življenja. V Kanadi so že po prvem letu izvajanja obeh oblik pomoči pri umiranju uradno in zelo ponosno objavili, koliko milijonov dolarjev so prihranili. In tudi naši predlagatelji, se navezujem na vas, tudi naši predlagatelji so v svojem predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zelo natančno izračunali, da je njegovo uresničevanje za državo 2 do 3-krat cenejše od paliativne oskrbe. Kakšno sporočilo so na ta način poslali v družbo, o tem se niso spraševali. Z uzakonitvijo evtanazije človeško življenje tudi pravno postane cenovna postavka na bilančnih računih posameznikov in ekonomizirane družbe, ter lahko v vsakem trenutku postane življenja nevredno. Je res tako težko razumeti, kaj to pomeni in kam to pelje? Seveda obstajajo resnično tragični primeri neznosnega trpljenja, ki jih moramo kot družba, ki želi biti odgovorna, vzeti nadvse resno. Toda za njihovo reševanje ni potrebno uzakoniti evtanazije, ker jih je mogoče nedvoumno humano reševati na drugačne načine, kot je ta, ki na pravni ravni suspendira nedotakljivost dostojanstva, ga nadomesti samovoljnimi interesi, posledično, kot kažejo številni primeri iz držav, ki so evtanazijo uzakonile, v smrt mnogo prezgodaj in neupravičeno potegne tudi številne druge, nikakor ne le na smrt polne in umirajoče, ter končno do tal zamaje vrednotenje življenja, na vrhu piramide vrednot pa ustoliči interese ter pravice posameznika brez dolžnosti in odgovornosti do drugih. Osebni interes se s tem pravno formalno postavi nad odprtost in nedoločenost dostojanstva ter dokončno sprevrne osnovna načela humanizma. Za konec si bom dovolil izreči javno opozorilo, ki ga v prvi vrsti naslavljam na Vlado Republike Slovenije in poslanke in poslance Državnega zbora. Če eni in drugi ne bodo premogli dovolj poguma in modrosti, ter po dolgem času končno zdravstvo postavili na zdrave sistemske, finančne in kadrovske temelje, ter na njih zgradili sistem dolgotrajne in paliativne oskrbe, bo uzakonitev evtanazije prej ali slej postala izhod v sili. To bo sicer zelo hitro in učinkovito rešilo problem nepregledne množice trpečih in umirajočih, a žal številnimi negativnimi, tako predvidljivimi kot nepredvidljivimi posledicami za vso družbo. Bivši predsednik komisije, akademik dr. Jože Trontelj, je nekje zapisal, tudi v tem primeru zaključujejo zelo podobno, ampak z drugačno mislijo, je nekje zapisal: stopnja človečnosti in civilizacije družbe se bo vse bolj presojala tudi po tem, koliko smo pripravljeni storiti za svoje umirajoče. Konec citata. Je to, da jim ponudimo cenovno ugodno predčasno smrt, res največ, kar zmoremo? Hvala. Hvala, profesor dr. Ošlaj. Med nami prav lepo pozdravljam profesorico dr. Jadranko Buturović-Ponikvar in jo vabim k besedi.
Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni. A mi lahko pomagate mojo prezentacijo? Bo šlo? Se vidi. No. V zadnjih desetletjih je prišlo do dramatične transformacije odločanja v medicini. Nekoč je v bolniški postelji bil zdravnik, bile so medicinske sestre. Bolnikom in zdravnikom so se danes pri medicinskih odločitvah pridružili bioetiki, odvetniki, filozofi, sociologi, ekonomisti, civilna družba, prihaja tudi umetna inteligenca. Sočasno z večjimi pravicami bolnikov, ki od zdravnikov zahtevajo upravičeno več časa, ki ga moramo posvetiti posameznemu bolniku, se meri produktivnost zdravnikov, ki sili v medicino tekočega traku, v kateri je za posameznega bolnika že od začetka odmerjen prekratek čas v znatni meri obremenjen z administriranjem. Zaradi vsega tega so pritiski na zdravnike večji kot kdajkoli prej, tudi v smeri izvajanja etično spornih praks, kot so usmrtitve oseb z zastrupitvijo. Iz zgodovine vemo, da se družbena klima lahko hitro spremeni in tisto, kar je danes sprejemljivo in strani družbe zahtevano, lahko čez noč postane nesprejemljivo. Takrat praviloma zdravniki ostanejo edini odgovorni za posledice medicinskih praks, v katere so bili vpleteni mnogi akterji. Leta 1991 je profesor socialne medicine in zgodovine David Rothman iz Columbia univerze napisal knjigo Tujci ob bolniški postelji. Takrat je on kot glavne tujce, ki se vtikajo v medicinske odločitve, navajal pravnike, medicinsko pravo in bioetike. Od tega obdobja so se pa pridružili tem tujcem o bolniški postelji še mnogi drugi, ki sem jih prej navedla, in tisto, česar ne smemo zanemariti, kar eksplozivno hitro napreduje, je umetna inteligenca, ki tudi vstopa v odločanje in ki jo ne pravo, ne medicinska etika ne more slediti s tako hitrostjo, kot je to potrebno. Moje osebne izkušnje s hudobolnimi. Jaz sem internistka in nefrologinja in od začetka svoje kariere delujem na področju ledvične odpovedi ter zdravljenja z dializo in transplantacijo. Dializa in transplantacija sta bili med največjimi dosežki medicine 20. stoletja, sta vpeti v rojstvo sodobne bioetike in obe metodi zdravljenja sta omogočili milijonom bolnikov preživeti in živeti. Posebna skupina bolnikov so dializni bolniki, katerih življenje je ves čas med polnim življenjem in smrtjo. Ena dializna procedura podaljša tem bolnikom življenje za nekaj dni, do naslednje procedure. In oni tako se nižajo meseci, leta in desetletja. Če ti bolniki gledajo neposredno smrti v oči v primeru, da pride do vojne, potresa, da pride do pandemije, če zmanjka elektrike, vode ali zmanjka potrošnega materiala, tako kot nam je grozilo v začetku pandemije covida, ti bolniki gledajo smrti v oči. In oni vse to zdržijo. Njih nobeden ne sili, da se dializirajo. V dializni center morajo priti sami. In vsi njihovi tudi svojci vedo, da če ne pridejo, da bodo kmalu umrli. Pri teh bolnikih so samomori ali odstopi od zdravljenja ali to, da bi ostal doma in ne prišel na svojo redno dializo, izredno redko se zgodi. Marsikateri bolnik med večletnim zdravljenjem kronične ledvične bolezni, ko še dializa ni potrebna, pa reče, in meni so tudi mnogi rekli, ko bo prišlo do dialize, jaz bom kar umrl, jaz tega ne želim, dajte mi papir, bom takoj podpisal. Vendar nikoli se to ni zgodilo, enega primera se ne spomnim. In prejšnja desetletja mojega dela in življenja z našimi bolniki nisem zaznala želje po smrti niti v najtežjih situacijah spremljajočih bolezni in trpljenja. Oni dobijo rakave bolezni z metastazami, s trpljenjem, pa vseeno želijo hoditi na dializo do konca. Ampak tisto, kar gledam desetletja, je globoka in pretresljiva želja po življenju do zadnjega diha. Tukaj lahko vidite, koliko je število držav, ki so legalizirale evtanazijo, to je temno modra barva, je v bistvu pravzaprav zelo majhno.
Poglejte, kako je v Evropi, države Beneluxa in države Pirinejskega polotoka. Ne smemo spregledati, da zelo napredne in sekularne skandinavske države, naprimer, in mnoge druge niso legalizirale evtanazije. Kar se tiče celega sveta, je pa samo še nekaj držav, niti cela Avstralija ni legalizirala, legalizirala je Nova Zelandija, v Severni Ameriki je legalizirala Kanada, po površini velika država, vendar ima okrog 38 milijonov prebivalcev, nekaj podobnega kot Kalifornija, in v Južni Ameriki Kolumbija, in v bistvu je to vse. Skratka, večina, skoraj 190 držav na svetu ni legalizirala evtanazije. Evtanazija je v dosedanjih državah primarno bila legalizirana, da bi se končalo trpljenje najbolj bolnih med bolnimi. The sickest of the sick. In to je bila osnova za široko podporo javnosti. Vendar kmalu po legalizaciji in vse hitreje v vsaki novi državi se indikacije za usmrtitve razširjajo na duševno trpljenje, na otroke in, kar je posebej nevarno, na darovanje organov. Ni treba biti ekspert za transplantacijo, da se razume, da mi ne presajamo zelo stare in zelo bolne organe. Organi, ki se presajajo, morajo biti razmeroma mladi in zdravi. Ne presajajo se organi bolnikov, ki imajo rakave bolezni, ker bi se to preneslo na prejemnika. Zato so sprva od leta 2005 se presajajo organi evtanaziranih, so začeli s presajanjem organov usmrčenih zaradi nevromuskularnih bolezni in so potem zelo kmalu tudi začeli presajati organe usmrčenim zaradi duševnega trpljenja. In ti bolniki zdaj predstavljajo vse pomembnejši del darovalcev. Pobude, da bi kandidat za evtanazijo še živ daroval srce in s tem se z odstranitvijo srca iz telesa evtanazija tudi izvršila, so deležne pozornosti v najuglednejših medicinskih revijah, prihajajo iz recimo Oxfordskega centra za praktično bioetiko. Prav tako je deležna podpore pobuda, da bi kandidat za evtanazijo, dokler je še živ, odločal, kateri konkretni osebi bo lahko daroval kateri organ. Izvajanje usmrtitev bolnikov, to so opisovali v knjigah in publikacijah, lahko pusti resne posledice na duševnem zdravju bolnikov. Poleg tega seveda, da to ni naše poslanstvo. Poročajo, da tudi na Nizozemskem je bila narejena raziskava, da so zdravniki deležni pritiskov svojcev in družbe, da usmrtitve izvajajo. Nobene nemočnih in ranljivih oseb, nobene varovalke v zakonih ne morejo zaščititi in zlorab ni možno preprečiti. In najboljša varovalka je, da tega zakona ni. Dokazali so tudi, da v državah, ki so v eni nedavni sistematični analizi, da v državah, ki so legalizirale evtanazijo, število samomorov se ni zmanjšalo. Slovenija ima zelo veliko število samomorov, Belgija je takoj za njo od evropskih državah in izvaja evtanazijo od leta 2002 in v bistvu se število samomorov prav nič ni zmanjšalo. Tisti, ki so odločeni umreti, mi vemo, mi ne moremo ustaviti. Tudi v kliničnem centru, ko bolnik se odloči, da naredi samomor v bolnici z nobenimi nadzori, ga ne moremo ustaviti. On izbere trenutek in način svoje samousmrtitve. On ne čaka na zakon ali na sodelovanje kogarkoli. Zdaj, v dveh knjigah, ki jih je izdala založba Springer, opisujejo, kakšne posledice in posttraumatski stres izvajanje usmrtitve bolnikov pusti na zdravnikovem duševnem zdravju.
In v eni najuglednejši medicinski reviji, ki jo vsi zdravniki poznamo, New England Journal of Medicine, ki sicer v članku, ki sicer govori o uporabi organov evtanaziranih bolnikov, mi lahko beremo na drugi strani tega članka, kako vodja kanadskega regijskega centra za evtanazijo navaja, da so mu bolniki, ki so zahtevali evtanazijo, priznavali, da bi radi še živeli, ampak ne upajo tega priznati pred svojo družino. Če kaj takšnega se objavi v najuglednejši medicinski reviji, to pomeni, da je to samo vrh ledene gore in da je ogromno bolnikov, še ki tega bodisi niso svojim zdravnikom niti upali reči, ampak so se vdali v usodo in sprijaznili s tem, kar jih čaka, ali pač njihovi zdravniki tega niso hoteli objaviti. Medicina ni matematika, ni fizika. Vsak človek je enkraten in neponovljiv in se na strupe odzove lahko drugače, kot se pričakuje. Učinkovine, ki se pri izvedbi usmrtitve uporabljajo, so v medicini preučevane in preizkušane za namen zdravljenja in ne za namen usmrtitve. Zato včasih ali ne tako redko usmrtitve z zastrupitvijo ne potekajo dostojanstveno in brez trpljenja, tako kot je to v teoriji zamišljeno, ampak ob tem lahko in umirajoči in svojci hudo trpijo. V primeru odvzema organov po usmrtitvi, takrat je potrebno ustaviti bitje srca zelo hitro in učinkovito, drugače bi organi, če bi umiranje trajalo dlje časa, bi organi začeli propadati. V teh primerih se zato za usmrtitve bolnikov na zahtevo uporabljajo učinkovine in doze, ki se sicer uporabljajo za usmrtitve na smrt obsojenih ali v veterinarski medicini. Za izvajanje usmrtitev z zastrupitvijo niso potrebni zdravniki. V Kanadi že en del usmrtitev lahko izvaja in tudi legalno je možno, da izvajajo medicinske sestre same. Iz poročanja o usmrtitvah z zastrupitvijo na Nizozemskem in v Kanadi je pa razvidno, da neredko zdravnik, ki naj bi bil formalni izvajalec evtanazije, niti ne ustavi intravenskega kanala in tudi ne pripravlja učinkovin za usmrtitve in oboje opravi medicinska sestra. Skratka, zdravnik je tukaj samo, da pritisne bad brizge za smrtonosno učinkovino. To pa lahko brez posebne edukacije naredi tudi oseba brez medicinske izobrazbe. Znani bioetiki, veliki zagovorniki evtanazije predlagajo, da kjer se zdravniki po celem svetu upirajo in uveljavljajo ugovor vesti, predlagajo demonopolizacijo izvajanja storitev, predvsem usmrtitev, seveda to lahko, kot smo videli, lahko opravljajo drugi, transplantacije srca in druge storitve ne morejo opravljati drugi. Leta 1996 je v zelo ugledni medicinski reviji British Journal of Medicine je kanadski profesor medicinske etike objavil članek Evtanazija in asistirani samomor s pomočjo filozofa. Čeprav se ta naslov zdi ciničen, argumenti, ki jih je on uporabljal, so zelo nekako prepričljivi. Mnogi filozofi so veliki zagovorniki evtanazije. V zdravniških vrstah pa večina zdravnikov se temu upira. In zato, ker se zdravniki temu upiramo, mora biti razlog. In zato je on predlagal, da se opolnomoči filozofe, da izvajajo evtanazijo. No, v teh časih še nismo imeli zdravstvenih fakultet, diplomiranih medicinskih sester, danes pa, kot vidimo, v Kanadi že so opolnomočili medicinske sestre, da to same izvajajo.
Zdaj, v zaključku bi povedala, da usmrtitev z zastrupitvijo ni poslanstvo zdravniškega poklica. V državah, ki so legalizirale evtanazijo, se pojavlja fenomen spolzkega klanca, vključno z darovanjem organov bolnikov, ki so usmrčeni zaradi psihičnega trpljenja in tudi to zelo mladi. Nobene varovalke ne morejo zaščititi nemočnih in ranljivih in preprečiti zlorab. Zgodovina nas uči, da zagovorniki etično spornih praks pogosto ne nosijo odgovornosti za posledice svojih aktivnosti. Ko se družbena klima spremeni in postane tisto, kar je danes sprejemljivo in zahtevano zločin, se umolknejo in se skušajo skriti, odgovornost se preusmeri na izvajalce. Zdravniki moramo slediti svojemu poslanstvu in svojemu notranjemu moralnemu kompasu, ne glede na pritiske, in ne smemo ubijati. In to je citat iz članka, ki ga je napisal Edmund Pellegrino, zdravnik in filozof, ki je bil 35 let direktor Kennedyjevega instituta za etiko na Georgetown univerzi v Washington DC-ju in v čast katerega je ustanovljen Edmund Pellegrino Center za klinično etiko. On je od moralnih absolutov v klinični etiki na prvo mesto dal to trditev, da zdravniki nikoli ne smejo ubijati in nič ni bolj fundamentalno in nekompromisno. Hvala. Hvala, profesorica Botorović-Ponikvar. Stališča Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko bo predstavil njen predsednik, dr. Božidar Voljč. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je stališče o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že objavila. Ob današnji priliki dodaja še kratka stališča o tem, kaj predlog zakona obsega, o človeškem dostojanstvu, o avtonomiji bolnikov in družbenih posledicah zakona. Z njimi ne podpira zdravstvenega paternalizma in ne sledi katekizmu, kot je bilo s strani predlagateljev zakona očitano, ampak neodvisno in v okviru svojih pristojnosti, brez diskreditacije kogarkoli, opozarja na posledice, ki jih zakon po njeni oceni prinaša v slovensko družbo in njeno zdravstvo. Iz enakega razloga bom namesto besed, kot so samomor, samousmrtitev ali usmrtitev, navajal le izraz končanje življenja, s katerim se jim predlagani zakon izogne. Predlog zakona je po prvem odstavku 6. člena namenjen bolnikom, ki v terminalnih stadijih neozdravljivih bolezni s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi oziroma drugimi okvarami zdravja, brez utemeljenega pričakovanja na ozdravitev ali izboljšanje, po lastni presoji neznosno trpijo. Tako opredeljeni obseg zajema vse za starost značilne, kronične, neozdravljive, napredujoče bolezni ali stanja, s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi, vključno z boleznimi, kot je demenca. Tretji odstavek 22. člena med boleznimi, ki so privedle do neposrednega vzroka za končanje življenja, navaja namreč nepovratno zmanjševanje telesne ali duševne zmogljivosti. Toliko o obsegu predlaganega zakona. Predlog zakona navaja končanje življenja kot zaščito dostojanstva neznosno trpečih bolnikov. Človeško dostojanstvo ne brez razloga
sprejemamo kot moralno in etično vrednoto, ki jo ima od rojstva do smrti življenje vsakega človeka, brez ozira na raso, spol, vero, socialni položaj in telesno ali bolezensko stanje. Po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin življenje ne sme biti nikomur odvzeto. Komisija za medicinsko etiko navedenega ob spoštovanju neodtujljive vrednote človeškega življenja in njegove ustavne nedotakljivosti ne more prezreti. Vrednota etičnih načel je v njihovi trdnosti in jih v zdravstvu ni mogoče z zakoni prilagajati vsakokratni družbi. Po mnenju Komisije za medicinsko etiko, končanje življenja trpečega bolnika ne more biti z zakonom dovoljena rutina ali socialno pravilo. Po predlogu zakona je pri presoji utemeljenosti bolnikove želje po končanju življenja ključna njegova avtonomna odločitev. V zdravstvenih obravnavah je avtonomija bolnikov njihova absolutna etična pravica, za zdravstvenike obveza, njeno obojestransko spoštovanje pa se izkazuje z informiranim soglasjem. Ob željah po končanju življenja pa avtonomnih odločitev bolnikov ni mogoče razumeti na izključno osebni ravni, ampak v okvirih najrazličnejših socialnih realnosti družin, sorodstev, prijateljstev in skupnosti. V odločitvah bolnikov, ki želijo umreti, ni mogoče izključiti stališč in mnenj drugih, saj smrt prizadetih vpliva tudi na njihova življenja. Tudi dejstvo, da končanje življenja vključuje neposredno sodelovanje drugih, po predlogu zakona zdravnikov in medicinskih sester, relativizira njegovo avtonomijo. Komisija za medicinsko etiko želi opozoriti, da predlog zakona vzpostavlja kriterij življenja, ki ga je zaradi neznosnega, brezupnega trpljenja, iz sočutja in za zaščito dostojanstva v najboljšem zdravstvenem interesu prizadetega najbolj primerno končati s končanjem življenja. Ob ohlapni objektivnosti neznosnega trpljenja, ob danosti medčloveških in družbenih odnosov in ob vseh zgodovinskih izkušnjah, posledic zakona, ki v družbo vnaša tak odnos do umiranja in smrti, ni mogoče nadzirati. Ne sme se dopustiti, da bi se katerokoli življenje, zaradi česarkoli, če tudi posredno, spet lahko proglasilo za življenja nevrednega. Ob obstoječih demografskih razmerih je v Sloveniji največ umrlih med starejšimi. Večina se v visoki starosti mirno poslovi od življenja. Komisija za medicinsko etiko pa se zaveda, da je oskrba umirajočih lahko povezana s stiskami bolnikov in svojcev, s telesnim, duševnim, socialnim in duhovnim trpljenjem, ki se brez ustrezne obravnave povezuje še s strahom pred bolečino, dušenjem in medicinskim vzdrževanjem življenja. V zadnjih stadijih neozdravljivih bolezni, ko nobeno zdravljenje ne more več pomagati, ko življenja ni mogoče ohraniti, je njegovo vzdrževanje po mnenju Komisije za medicinsko etiko etično sporno podaljševanje trpljenja. Kar umirajoči potrebujejo, je strokovna paliativna oskrba z učinkovitim lajšanjem bolečin in s sočutno, psihološko ter duhovno podporo. Brez dobro organizirane dolgotrajne oskrbe in razvite paliativne stroke jo v Sloveniji kar največjemu številu umirajočih ne moremo zagotoviti. Ali naj končanja življenj predstavljajo rešitev obstoječih pomanjkljivosti?
V zaključku želi Komisija za medicinsko etiko spomniti, da je skupaj s Slovenskim združenjem za intenzivno medicino in bolnišnično komisijo za medicinsko etiko v Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru v letu 2015 objavila etična priporočila o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. Priporočila so bila objavljena. Najti jih je mogoče tudi na spletni strani komisije, ki predlaga, da se strokovno revidirajo, uskladijo s pravicami bolnikov in dopolnijo z ukrepi paliativne stroke. Hvala lepa. Hvala, dr. Voljč. K besedi pa ponovno vabim varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetino. Hvala lepa, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. O pripravi na današnji prispevek sem bil kar v dilemi, ko sem dobil ponujen naslov Pravica do življenja. Pa moram reči, da me je danes zjutraj v kolumni dr. Hankar odrešil te dileme, ko pričakuje, kot sam tudi pričakujem, zelo nečustveno debato, ki se ne dotika sklicevanja na pravice, pravice do življenja, pravice do smrti. Kajti človekove pravice, kot sem spoznal zdaj v teh 4 letih in pol, kar sem na funkciji, so zelo čustvena stvar. Vsakdo si svoje pravice predstavlja popolnoma drugače, pa če mogoče banalno rečem, tudi že pobudo o pravici do zelene luči na prehodu za pešce smo dobili. To se pravi, primerna je distanca, primerna je zelo poglobljena diskusija, kakršno smo priča tudi danes, tako da je šla moja priprava in moj prispevek v malce drugo smer, pa verjamem, da bom kljub temu izpolnil vaše pričakovanja. Zahvaljujem se za organizacijo, vsem organizatorjem današnjega posveta in pa tudi možnost, da predstavim stališča tako inštitucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, pa tudi svoje osebne poglede na tematiko današnje konference posveta in pa predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Prepričan sem, da je izjemno pomembno, da smo v demokratični družbi pripravljeni in sposobni razpravljati o vseh temah, ki se dotikajo človekovih pravic in s tem življenja vsakega posameznika v družbi, ne glede na razlike v naših nazorih, prepričanjih in tudi osebnih izkušnjah. Na začetku želim poudariti, da bi želel, da se danes poslušamo in slišimo. Pri tako pomembnem in občutljivem vprašanju si zares želim konstruktivne in strokovne razprave. To se mi zdi izjemno pomembno, predvsem zato, ker v Sloveniji dialog žal pogosto umanjka. V času pandemije COVID-19 ob vseh težavah, ki jih je povzročila, sem bil zadovoljen, ker sem se morda prvič od uveljavitve deklaracije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah začeli zelo poglobljeno pogovarjati o tem, ali so človekove pravice omejene ali neomejene. Razumeli smo, da človekove pravice segajo do tam, kjer se začnejo pravice drugega, ter da je človekove pravice razen peščice absolutnih mogoče omejevati. Seveda absolutno le na podlagi zakona. V tem času pa sem spoznal tudi grenko resnico, da so pooblastila in položaj varuha človekovih pravic Republike Slovenije precej nepoznana in te se ga pogosto vidi kot nekoga, ki mora imeti mnenje oziroma stališče prav do vsakega dogajanja v družbi. Zato vam želim danes ponovno povsem jasno povedati, da je varuh človekovih pravic Republike Slovenije neodvisen državni organ, katerega pristojnosti in skozi to tudi omejitve so opredeljene v najvišjem aktu države, v Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu o varuhu človekovih pravic. Varuh je prvi, ki mora upoštevati zakonodajo, vladavino prava in človekove pravice. Zato mora in sme delovati v okviru svojih pristojnosti, čeprav se od njega, kot sem že omenil, pogosto pričakuje več. Varuh človekovih pravic ni nevladna organizacija, niti glasnik politike, še najmanj pa etični in moralni razsodnik.
Varuh človekovih pravic ima pristojnost do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Zato sem že pri sprejemanju zakona o radioteleviziji se pridružil pozivu spoštovane predsednice republike, naj predlagatelji ne pripravljajo, zakonodajalec pa ne sprejema zakonov, s katerimi se posega v ustavo določene pristojnosti posameznega organa. In prav to je tudi naš največji očitek predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Varuh človekovih pravic ne more in ne sme biti nadzorni organ pri izvajanju postopkov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V besedilu omenjenega predloga, s katerim smo se samoiniciativno seznanili spletne strani, v pripravo namreč nismo bili vključeni, je namreč zapisano, da naj bi nadzor v zvezi s postopki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja opravljal varuh človekovih pravic in da naj bi hkrati tudi vsaka 3 leta poročal o teh postopkih, o njih pripravljal priporočila ter v primeru ugotovljenih hujših kršitev ali suma storitve kaznivega dejanja o tem obveščal pristojne organe. Vsekakor to pooblastila varuha človekovih pravic niso. Opozarjam, da predlogi, ki nosijo tako veliko odgovornost, terjajo resen, tehten, strokoven in tudi analitično podkrepljen dialog. Ne le, da dialoga v tem primeru ni bilo, varuh v predlogu ni bil predhodno obveščen ali kakorkoli konzultiran, ampak kot sem rekel, smo se o tem seznanili na spletni strani. Še več. Varuh kot inštitucija ni strokoven, zdravstveni usposobljen organ, da bi lahko upravljal nadzor, kot so si ga zamislili predlagatelji zakona. Enako sporno je, da v nobeni drugi državi tovrstne postopke ne upravljajo varuhi človekovih pravic ali njemu sorodne inštitucije. To upravljajo nadzorni organi ali komisije, ki so posebej določeni in sestavljeni strokovnjakov, predvsem z področja zdravstva. Sam sem precej aktiven tudi v mednarodnem prostoru in veliko svojega časa sem v zadnjem obdobju s kolegi iz tujine namenil tudi diskusijo na temo pomoči o prostovoljnem končanju življenja in evtanazije. Nazadnje sem o tem govoril s predsednikom največje svetovne ombudsmanske organizacije Mednarodnega inštituta ombudsmanov gospodom Chrisom Fieldom, ki je bil prejšnji teden na obisku v Sloveniji. Tudi on deli moje mnenje, da inštitucije varuhov človekovih pravic ne smejo in ne morejo biti nadzorni organi pri izvajanju postopkov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Naj pa na kratko predstavim nekatere izkušnje iz tujine, ob čimer pa moram poudariti, še enkrat, da varuhi človekovih pravic v tujini pri podobnih zakonih v prav nobenem primeru nimajo nikakršne vloge ali pristojnosti. Njihovo delo se nanaša zgolj na pobude z tega področja, torej ko se nanje obrnejo prizadeti, ki menijo, da so jim bile z aktom nekega organa kršene njihove pravice oziroma temeljne svoboščine. In to pri slovenskem varuhu človekovih pravic tudi v povezavi z zdravjem že počnemo. Skratka, države, kjer sta postopek pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ali evtanazija zakonsko uveljavljena Finska, Španija, Švica, Nizozemska, Luksemburg, Avstrija, Avstralija, Kanada, Oregon, ima nadzorni organ, ki odloča o ustreznosti oziroma utemeljenosti izvedene pomoči pri končanju življenja, praviloma kolegijski organ, ki ga sestavlja usposobljeno strokovno osebje z znanjem in izkušnjami z področja zdravstva, običajno pa se zaradi zagotavljanja varnosti teh postopkov in preprečevanju morebitnih zlorab opravi širša presoja s pravnega, etičnega, vendar vsekakor primarno medicinskega vidika. V Švici mora na primer zdravnik oziroma zdravstvena organizacija po opravljenem postopku o njem pripraviti poročilo in ga posredovati švicarskemu zveznemu uradu za javno zdravje in kantonalnim zdravstvenim organom. Podobno je tudi na Nizozemskem, kjer zdravnikovo odločitev glede smrti ter medicinski del presoja posebna komisija, ki jo sestavljajo vsaj zdravnik, etik in pravni strokovnjak. V Belgiji imajo za presojo ustanovljen poseben multidisciplinarni zvezni odbor za revizijo in oceno evtanazije, ki ga sestavljajo zdravniki, profesorji prava in drugi strokovnjaki. Če povzamem, ključna lastnost nadzornega organa so ustrezno strokovna znanja in izkušnje z tega področja ali mirno lahko rečem iz prakse, na podlagi katerih se lahko opravi vsebinsko presojo strokovnosti izvedbe postopka in njegovo skladnost z veljavno pravno ureditvijo. Le na tak način je mogoče vzpostaviti varovalke,
pred morebitnimi zlorabami v tovrstnih postopkih in zagotoviti spoštovanje dostojanstva udeležnikov. Ob tehtanju vprašanj na omenjeno temo, ki kot rečeno odpira ogromno etičnih in pravnih vprašanj, je nujno potrebno, da se hkrati ustrezno uredi dostopnost in učinkovitost paliativne oskrbe na nacionalni ravni, na kar sem v preteklosti že večkrat poudarjal. Nujen je multidisciplinarni pristop več različnih strok in praktikov z področja skrbi za težko bolne in onemogle, predvsem pa posebna previdnost pri sprejemanju končnih odločitev. Ob koncu pa želimo opozoriti na še eno past, ki jo prinaša predlog zakona. Na prvi pogled bi bil zakon lahko diskriminatoren, ker vanj niso vključene osebe z motnjami v duševnem zdravju. Iz medijskih poročanj sem seznanjen, da predlagatelji na pobudo stroke v zakon niso vključili teh oseb, kar pa predstavlja nevarnost, da bo po morebitnem spodbijanju zakona na Ustavnem sodišču Republike Slovenije ali Evropskem sodišču za človekove pravice prišlo do tega, da bodo implementirane varovalke začele odpadati, ena za drugo. To pomeni, da bo razsežnosti nepredvidljive. In tukaj bi se na cenjeno profesorico v njenem predavanju prej navezal, da v bistvu se to odpira neka Pandorina skrinjica, ki res ni več zaustavitve in takrat predlagatelji ne bodo imeli odgovornosti, imeli jo bodo izvajalci. Cenjene gospe in gospodje, moja iskrena želja in prošnja je, da v tej pomembni temi poglobljeno razpravljamo iz več vidikov in trezno, ter ob vsem temu upoštevamo multidisciplinarnost različnih ved in strok, ki se bodo o tem opredelile. Želim si, da bi jih bilo čim več. Prav je, da se o tej tematiki govori. Je pa moje stališče, da je potrebno na to pot postopati preudarno na podlagi strokovnih mnenj oziroma izhodišč. V prvi vrsti je to vprašanje medicine, etike, ki sicer sodi na področje človekovih pravic, ne sodi pa na področje delovanja varuha človekovih pravic. Kot sem dejal, moramo v Sloveniji najprej zagotoviti ustrezno paliativno oskrbo, ki bo dostopna povsod in za vsakogar. V času, v katerem živimo, res ni potrebe, da ljudje umirajo v bolečinah. Hvala lepa. Hvala lepa, varuh človekovih pravic. O vlogi zdravnika po predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo spregovoril Peter Renčel, ki je vodja oddelka za pravne zadeve pri Zdravniški zbornici Slovenije, ker je danes službeno zadržanje svoja predstavitev posnel. Prosim. Pozdravljeni, sem Peter Renčel, vodja oddelka za pravne zadeve pri Zdravniški zbornici Slovenije. V tej predstavitvi bom povzel nekatere glavne obveznosti, ki jih osnutek zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nalaga zdravnikom. Pri tem izhajam iz besedila osnutka, glede katerega vlagatelj pobude, to je društvo Srebrna nit, uradno še do 22. junija zbira najmanj 5000 podpisov podpore volivcev, kolikor je potrebnih za vložitev predloga v zakonodajni postopek. Po javno dostopnih podatkih je sicer ta pogoj že izpolnjen. Po predlogu je velika večina obveznosti v zvezi s izvajanjem zakona naložena ravno zdravnikom. Te se začnejo s ugotavljanjem samega upravičenja pacientov do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, čemur sledi izvedba ene izmed predvidenih oblik izvršitve pravice in v zaključku ugotavljanje smrti oziroma pregled trupla. Zdravniki sodelujejo tudi kot člani in namestniki v Komisiji Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja oziroma kot neodvisni zdravniki, ki jih ta komisija imenuje v vsakem posamičnem postopku odločanja o upravičenosti pacienta. Po predlogu se vse aktivnosti opravljajo v okviru javne zdravstvene mreže, torej bi obveznosti zakona zadevale le zdravnike zaposlene v javnih zavodih ter koncesionarje oziroma pri njih zaposlene zdravnike. Predlog zasebnim zdravnikom zunaj javne zdravstvene mreže kakšnih posebnih obveznosti ne nalaga. Torej, postopek se prične pri lečečem zdravniku, ki sprejme napoved zahtevka s strani pacienta.
Predlog zakona tako nalaga obveznost sodelovanja zdravnikov, ki ga določi pacient. In sicer je kot lečeči zdravnik določen izbrani osebni zdravnik pacienta ali katerikoli drug zdravnik, ki pacienta obravnava na sekundarni ali na terciarni ravni. Lečeči zdravnik, na katerega se je pacient obrnil, oceni, ali pacient izpolnjuje predpisane pogoje za pomoč pri končanju življenja. V razmerju do pacienta mora opraviti tudi posebno pojasnilno dolžnost, ki jo predpisuje ta zakon, in sicer ga mora seznaniti s pričakovanim razvojem njegove bolezni in nepovratnostjo postopka končanja življenja. Nadalje pacienta seznani s preostalimi možnostmi lajšanja trpljenja, s možnostmi paliativne oskrbe in tudi možnostmi obravnave, ki so dosegljive le v tujini oziroma samoplačniško. Poleg tega bi lečeči zdravnik moral pacienta spodbujati, da se o svoji nameri pogovori z bližnjimi osebami in posebej preveriti, ali je pacient odločitev za uveljavljanje pravice do pomoči pri končanju življenja sprejel po lastni volji, torej brez prisile. Pacienta mora tudi seznaniti, da lahko od postopka kadarkoli odstopi, ni pa dolžan lečeči zdravnik pacienta odvračati od odločitve za končanje življenja. Pacienta mora zgolj seznaniti, da lahko od postopka kadarkoli odstopi. V roku 3 do 14 dni od napovedi zahtevka za uveljavitev pomoči pri končanju življenja mora lečeči zdravnik ponoviti razgovor s pacientom. Če ta od zahtevka odstopi, se postopek zaključi s posredovanjem obrazca državni komisiji. Če pa pacient vztraja pri odločitvi, skupaj z lečečim zdravnikom izpolnita poseben obrazec. Temu se priloži še mnenje lečečega zdravnika o pacientovem izpolnjevanju pogojev in obrazec, ki potrjuje, da je pacient prejel vse informacije, ki jih zakon predpisuje. Vsa dokumentacija se nato posreduje državni komisiji. Obravnava pacientovega zahtevka se nadaljuje na 5-članski državni komisiji, v kateri bosta po predlogu zakona sodelovala 2 zdravnika s vsaj 10 leti izkušenj s obravnavo pacientov s napredovalo boleznijo. V zvezi s odločanjem komisije predlog nalaga dodatne obveznosti zdravnikom, in sicer je predvideno, da bi komisija za reševanje vsakega posamičnega zahtevka imenovala še neodvisnega zdravnika in psihiatra. Neodvisni zdravnik mora imeti ustrezne delovne izkušnje, ne sme uveljavljati ugovora vesti in ne sme biti v nobenem razmerju s pacientom ali s lečečim zdravnikom. Njegova naloga je, da pregleda pacienta, prouči vso dokumentacijo in poda mnenje, ali pacient izpolnjuje predpisane pogoje. Komisija imenuje tudi neodvisnega psihiatra, ki mora izpolnjevati podobne pogoje kot neodvisni zdravnik. Naloga imenovanega psihiatra je, da v mnenju navede, ali je pacient sposoben odločanja o sebi, in vkolikor psihiater ne poda pozitivnega mnenja, pacientovemu zahtevku ni mogoče ugoditi. Da se pacientovemu zahtevku lahko ugodi, morajo vsi 3 angažirani zdravniki, torej psihiater, neodvisni in lečeči zdravnik, podati pozitivno mnenje. Če pa sta lečeči in neodvisni zdravnik različnega mnenja, vsebinsko presojo, ali naj se zahtevku pacienta ugodi ali ne, sprejme komisija. V tem primeru se odločitev o obstoju medicinskih dejstev torej sprejme z glasovanjem v okviru 5-članske komisije, v kateri pa sodelujeta zgolj 2 zdravnika, torej sta v manjšini. Po sprejetju odločitve, ki jo komisija posreduje tudi lečečemu zdravniku, mora ta opraviti razgovor s pacientom o sami izvedbi postopka pomoči pri končanju življenja. Razgovoru sledi pobuda pacienta, da se postopek izvede, in se lečečim zdravnikom opredelita vse podrobnosti, kot sta čas, kraj izvedbe in način vnosa smrtonosne učinkovine v telo pacienta. Zadnje dejanje izvedeta lečeči zdravnik ali diplomirana medicinska sestra, pri tem mora biti vedno navzoč psihiater. Po smrti pacienta se v postopek vključi še en zdravnik, to je mrliški preglednik, ki opravi pregled trupla, sestavi zapisnik o mrliškem pregledu in ga posreduje državni komisiji.
Kot je bilo prikazano, osnutek zakona zdravnikom kot zdravstvenim delavcem nalaga poklicno dolžnost sodelovanja v vseh fazah izvedbe postopka pomoči pri končanju življenja in pri izvedbi skorajda vseh predpisanih dejanj. Takšno zakonsko določanje poklicnih dolžnosti, ki nima podlage v medicinski stroki in celo nasprotuje etičnim normam, je seveda sporno. Osnutek zakona predvideva sicer izjemo, po kateri lahko vsak zdravstveni delavec uveljavlja ugovor vesti, vendar pa se je potrebno zavedati, da bi se zdravniki, ki bi uveljavljali ugovor vesti, lahko umaknili zgolj iz postopkov, ki bi se izvajali neposredno na podlagi tega zakona. Ne bi se pa mogel zdravnik umakniti iz nekaterih drugih postopkov, kjer bi se obravnavalo vprašanje pomoči pri samousmrtitvi in evtanazije. Tako bi bil zdravnik kljub uveljavljanju ugovora vesti še vedno lahko imenovan za izvedenca v sodnih ali na primer upravnih postopkih, kjer bi se prav tako obravnavalo ta vprašanja. S področjem pomoči pri končanju življenja bi se lahko srečal tudi kot imenovani ali nadzorni zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ko bi se presojalo o uveljavljanju teh pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podobno velja glede sodelovanja v strokovnih nadzorih, ki jih izvaja zdravniška zbornica. Torej, čeprav bi zdravnik uveljavljal ugovor vesti, bi se od njega kot člana nadzorne komisije še vedno pričakovalo, da bo opravil strokovni nadzor nad kolegom, ki bi sam zagotavljal pacientom pomoč pri samousmrtitvi oziroma bi izvajal evtanazije. Še bolj zapleteno je vprašanje mentorstev. Zdravnik, ki bi uveljavljal ugovor vesti, bi moral biti hkrati mentor zdravnikom, ki bi se usposabljali tudi iz tega področja, čeprav bi zdravnik njihovemu početju etično oporekal. Drugače pa je urejeno samo vprašanje, ali bo zdravnik, ki bo sam sodeloval v postopkih pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, lahko bil hkrati mentor drugim zdravnikom. Kodeks zdravniške etike jasno določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Zakon o zdravniški službi pa v 27. členu določa, da mora biti mentor zdravniku zgled strokovno in etično neoporečnega ravnanja z bolnikom. Zdravnik, ki bo sodeloval v teh postopkih, torej po zakonu o zdravniški službi, verjetno ne bo mogel biti imenovan za mentorja. In tako se tudi iz tega vidika pokaže, kako resno bi osnutek zakona posegel v izvajanje zdravniške službe. Se predvideva, da bi v procesih pomoči pri končanju življenja sodeloval en zelo širok krog zdravnikov, s čimer bi se po drugi strani kritično zmanjšal nabor mentorjev. Vse to bi imelo za posledico padec kakovosti izobraževanja zdravnikov. In to je le eden izmed neposrednih negativnih stranskih učinkov predloga zakona na razvoj zdravniške službe v Sloveniji, ki pa ga predlog v ničemer ne naslavlja. Ta predstavitev je bila omejena na prikaz dolžnosti, ki jih predlog predvideva za zdravnike, in menim, da ima že na tem področju toliko pomanjkljivosti, tako v vsebinskem kot v normativnem smislu, da jih ni mogoče odpraviti zgolj z manjšimi popravki. Zato menim, da predlog že iz tega razloga oziroma zaradi teh pomanjkljivosti ni primeren za obravnavo v Državnem zboru. Hvala za vašo pozornost. Hvala gospodu Renčelu. Kot zadnjo govorko v osrednjem delu javnega posveta pa med nami lepo pozdravljam izredno profesorico doktorico Saro Ohlin Doljak, odvetnico, ki jo vabim k besedi. Postajamo vse bolj razdvojena in individualistična družba, prevladujoči maliki so denar na bančnem računu, nepremičnine in žlahtne kovine ter všečki na družbenih omrežjih. Pomembne življenjske teme, ki so nekdaj veljale za bistvo našega življenja, vse bolj odrivamo na stran z izgovorom, da preprosto nimamo časa, delno pa nas spravljajo v nelagodje,
kar je razlog in povod, da jih odrivamo in se od njih umikamo. O umiranju, smrti in pomembnosti slovesa ter žalovanja ne zmoremo govoriti. Pri evtanaziji gre za etična in kompleksna vprašanja, do katerih morata biti pravo in medicina subtilna in nikar sprejemati zakonodaje samo zato, da ne bomo odhajali umirati v Švico ali na Nizozemsko. Potrebno je demistificirati smrt. Pri pravnem urejanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je potrebno zasledovati načelo cum grano salis in svetost življenja in ne argumentov, da zaostajamo za naprednimi demokracijami. Nobena pravna norma ni dovolj varna, da ne bi prišlo do zlorab. Danes bom izstopila iz pravniške vloge in predstavila osebno izkušnjo z omejenostjo, ki jo je prinesla bolezen. Pred 6 leti se mi je življenje spremenilo, ko sem zaradi zapleta multiple skleroze dobila traheostomo in gastrostomo. Na intenzivni negi sem po traheotomiji 4. noč nočni sestri napisala na list papirja: prosim, pomagajte, da se to trpljenje konča. To ni bil klic, ne želja po smrti, želela sem, da mi pomagajo rešiti se bolečin in da po 3 neprespanih nočeh končno zaspim. Življenje je odtlej dobilo novo razsežnost. Zdravniki so zaznali mojo stisko in mi pomagali, seveda ob pomoči družine in vseh dragih in dobrih ljudi, tudi fakultete, ki mi še vedno dovoli predavati v njihovi sredini. Sprva sem si morala odgovoriti na vprašanje: kaj je kultura smrti? To je kultura, ki ločuje telo in dušo. To je kultura, ki smrt vidi ne le kot pravo rešitev, temveč kot dobro rešitev. To ni le dobra rešitev, temveč tudi najboljša rešitev. Pravijo, da je evtanazija in pomoč pri prostovoljnem končanju življenja dostojanstvo. Pa je to res? Sočutje, trpljenje z in ob drugem je pravo dostojanstvo, ne evtanazija. Vsakokrat, ko slišim ali preberem, kaj pomeni dostojanstvena smrt, me razžalosti in obenem razjezi, ker se beseda dostojanstvo zlorablja za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Dostojanstvena smrt ne pomeni, da bom umrla zdrava ali brez bolečin. To ne pomeni, da sama izbiram, kako in kdaj bom umrla. To ne pomeni, da če bom nadzorovala čas smrti, moja družina ne bo čutila bolečine ob slovesu. Dostojanstveno smrt preveva usmiljenje in ljubezen in ne vključuje konec življenja, ki bi si ga vsak posameznik izbral sam. Ne glede na to, koliko telesnega in duševnega trpljenja prestajam, tudi če trpim brez upanja na izboljšanje, vem, da sem enako dragocena in vredna življenja, kot sem bila, preden je moj glas utihnil in je bolezen napredovala. Dostojanstvo in vrednost je nekaj, kar ima vsak človek po naravi. Sprašujem se tudi, ali bi pomoč pri samomoru pripomogla k mojemu dostojanstvu.
Etos paliativne oskrbe vrača dostojanstvo pri umiranju zaradi skrbnih ljudi in okolja, v katerem se bolnik znajde doma, v hospicu, skupnosti ali bolnišnici. Menim, da bi se morali z resničnim sočutjem in nežnostjo, ki potrjujeta njihovo dragoceno osebnost, odzvati na razumljivo stisko in strah pred umiranjem. Napredna drža je, da se izognemo strahu. Da bi se ustrezno spoprijeli z njim, se z njim soočili, da bi pospešili celotno oskrbo, vključno s paliativno oskrbo za vse nas. Evtanazijo dojemam kot sladkano tabletko strupa. Naš svet je na spolzkem terenu, ki upravičuje samomor iz kakršnega koli razloga. Kaj se je zgodilo, da si ne pomagamo živeti, temveč si pomagamo umreti? Kaj se je zgodilo z upanjem? Ne omenja se, kako bi bilo umreti po naravni poti. Ne omenja se odrešilnega trpljenja, dejstva, da nas trpljenje očiščuje in da ga lahko darujemo za druge. Ne omenja se dejstva, da bomo živeli, dokler ne bo srce zastalo. Kaj pa, če se moram še naučiti pomembnih lekcij, nepogrešljivih lekcij življenja, ki jih moram še živeti in doživeti. Živim, po traheotomiji sem bila imenovana za mediatorko pri Okrožnem in Višjem sodišču v Ljubljani, habilitirana v izredno profesorico prava in postala predstojnica katedre na fakulteti ter že 16. leto vodim svojo odvetniško pisarno. Vse to počnem brez svojega glasu ob pomoči 3 osebnih asistentov in družine ter odličnega zdravstvenega tima, zato vsako jutro, tudi ko je težko, rečem: da, življenje. Vredno je. Brez razodetja, da sem ljubljena in imam dostojanstvo ter se počutim vredna ne glede na okoliščine, v katerih živim, bi bil boleč svet nesmiseln. Bolečina ne bi imela smisla. Ne trdim, da bolečina ni boleča. Bolečina boli, zelo boli. To je pomen te besede. V bolniški postelji postaneš ponižen, ker vidiš, kako majhen si pred življenjem. Tam postaneš človeški. Kako osvobajajoče je biti majhen pred življenjem. Zmorem zaupati in verjeti v neminljivo. Ko bo prišel dan za odhod z tega sveta in bo takrat prekinitev ali opustitev zdravljenja, zagotovo prava odločitev. Ne želim pa si aktivnega skrajšanja življenja, sploh ne zaradi napredovale bolezni. Zdravstveno osebje je šolano za nenehne izboljšave, za podaljševanje kakovosti življenja. Dopustiti umiranje in pustiti umreti človeku, ko pride njegov čas. Ne želim si, da bi se nad mano izvajalo nasilne postopke oživljanja, ko dahnem v svoj zadnji dan življenja, saj gre za spoštovanje meje lastnega umiranja z lajšanjem bolečin in ne moja osebna odločitev za smrt.
Hvala profesorici doktorici Sari Ahlin Doljak za njen pogled in delitev njene osebne zgodbe z nami. Tako smo končali v srednji del posveta, nadaljujemo z okroglo mizo.